Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. V hotelu Marko v portoroški obali je predsednik države Danilo Türk sprejel na pogovor državljana Joška Jorasa, ki zaradi tega, ker mu hrvaška policija ne pusti svobodnega prehoda do njegove hiše mimo mejnega prehoda, že nekaj dni gladovno stavka. Po srečanju sta predsednik Türk in Joras ločeno spregovorila za medije. Türk je bil kot običajno diplomatski. In seksi. Ne bi pa želel dati nobenih posebnih zavez. Mislim, da to ni potrebno, tega tudi gospod Joras ni posebej pričakoval. Cvetlične dekoracije pa v tistem prostoru niso najbolj potrebne. Joško Joras je bil prav tako redko beseden. Ne more me predsednik, tudi nisem pričakoval, da bi mi karkoli obljubil, ker to ni njegova pristojnost, ampak je prisluhnil oziroma povedal, da se pogovarjajo na to temo, iščejo rešitve, ampak glede na pretekle izkušnje, ne da sem skeptičen, kar je rekel predsednik, ampak kar delajo politiki, to sem skeptičen. Ej Jan, jaz sem eno ful dobro idejo, poslušaj to. Kaj pa če mi tega Joška kar prodamo, ne, podarimo Hrvatom za izhod na odprto morje, mednarodne vode pa to. A ne bilo to hudo? To bi bila super ideja, dajmo to narediti. No, eto, vse je rešeno. Jorasa smo kasneje obiskali pri njegovem avtu na desnem bregu Dragonje in ga povprašali, ali bo za srečanje zaprosil tudi predsednika vlade. Glede na to, da je predsednik vlade in pa vlada že več kot 3 leta na položaju in problem dobro poznajo in jaz mislim, da so toliko zreli, da ne rabijo mojih sugestij, je pa res, da moramo opozarjati, da te problemi so še vedno odprti in da je vlada dolžna skrbeti, da lahko državljani Republike Slovenije se svobodno gibljajo po Sloveniji oziroma da pridejo neovirano do svojega doma. Joras stavko nadaljuje, zaenkrat pa tudi ni zaskrbljen za svoje zdravje. En teden ni brez hrane, ni to noben neki velik problem ali pa velika težava. Jaz pričakujem težave komaj v 3. ali pa 4. tednu. Takrat se bom pa organiziral v takšni obliki, da če bo potrebna pomoč, da jo bom tudi dobil. Sindikat novinarjev Slovenije in RTV Slovenija sta podpisala aneks k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za poklicne novinarje. Osnovne plače 400 zaposlenih novinark in novinarjev se bodo postopno povišale za 28%. O podpisu so bili vsi zbrani židane volje. Ej Jan, kaj je to židane? Kaj to sploh pomeni? Je tako kot židje, ne? Aha, židane. Ok, gremo pa. Tukaj lahko pa vidite ta posebni status RTV-ja v novem plačnem sistemu, ne? Ker pri vseh drugih panogah podpisuje kdo? Podpisuje resorni minister za finance ali pa minister za javno upravo, ne? Tukaj pa ministri vlada drži roke stran. Lahko se podpiše. Ne, bi bilo nezakonito. Zadovoljstvo je nekoliko pokvaril le generalni direktor Anton Guzej, ko je obelodanil željo po povišanju RTV prispevka za 1 evro na mesec. Takole je predstavil svoje argumente. Spričo dejstva, da se naš RTV prispevek ni spremenil že od leta 2004 in da v tem času je inflacija okrog 15%, 16%, beležimo izpad prihodka iz tega naslova na letnem nivoju 12 milijonov evrov. Franci Zavrl, tedanji odgovorni urednik Mladine, o tem, zakaj 80. sodijo v muzej. 80. so bila tako imenovana čebulja leta. Mladina je odstirala plast za plastjo. Od ekologije, štrajkov, mirovništva, tajne policije, emigracije do napadov na JLA. Za čebulo pa velja, bolj jo lupiš, bolj peče. No, kljub uredniške agendi odbiranja tem, je Mladina najbolj udarne zgodbe dobila iz okolja. Od Branka Tuca, aktivista novega sindikata v Zenici, do vojakov, ki so gradili Mamulovo vilo. In tisočev drugih. Hvala vam, vsi smo bili Mladina. Smo na Mladini kuhali po kakem posebnem receptu? Ne. Samo zgodbe smo objavljali. Tako kot smo objavljali tudi črnoborzijanski tečaj nemške marke.
Poznal ga je vsak kmet, a transparentno ga je objavljala samo Mladina. Naj razložim, posebej za mlade na Vesti. Ne, takrat nismo imeli mailov. Takrat je vojaški preiskovalni sodnik iz Beograda v uniformi prišel na Mladino težit urednikom. Zamislite si, da bi Krkovič uletel k Severju in ga zasliševal v keramičnih ploščicah. Ja, prav vsi smo bili Mladina. Zato je bila naklada norih 90 000. Brali so nas v partiji, na zapečkih, v vojski in v cerkvah. Nastala je široka fronta, širša od osvobodilne, po mojem. Fronta za svobodo medijev. Miheljak, danes kolumnist Dnevnika, je sodeloval z Janšo. Si lahko mislite? Res velik trenutek v zgodovini naroda. Naredil pa sem kot urednik tudi številne napake. Eno lahko gledate še danes. Nisem takoj objavil fotografije, na kateri takratni udbaš Frumen pelje Janšo na policijo. Zato, prosim vas, ne zamudite priložnosti še vi. Oglejte si legendarne Stojkove fotke v Mestnem muzeju, kamor 80. tudi sodijo. Na seji skupščine avtorjev združenja Sazas se je zbrala množica slovenskih glasbenikov in avtorjev glasbe. Vstop na skupščino pa so preprečili nekdanjemu članu Sazasa, Igorju Mizdarisu, kljub temu, da je imel pooblastilo rednega člana Sazasa, da lahko glasuje v njegovem imenu. Mene so izključili, ker sem kot predsednik sindikata govoril na tiskovni konferenci. Predsednik sindikata glasbenikov Slovenije sem govoril na tiskovni konferenci, zaradi tega so me tudi izključili. Niso izključili samo mene, izključili so tudi predsednika drugega sindikata, izključili so, pred izključitvijo je bil predsednik Društva pisateljev slovenske glasbe, vsi smo bili na zagovoru. Mizdaris je o tem, kdo je kriv za težave na Sazasu, spregovoril zelo neposredno. Problem je v požrešnosti posameznih neproduktivnih ljudi. Neproduktivnih v smislu umetniških stvaritev. Zelo produktivnih v smislu humpa-cumpa uspešnic. V tem je problem. Ja, govorimo o kakih konkretnih ljudeh? Konkretno govorimo o predsedniku Sazasa, gospodu Matjažu Zupanu, ki si je vzel tudi to čast, da je poleg predsednika vršilec dolžnosti direktorja Sazasa, kar je v bistvu za moje pojme nekako nezdružljivo in konec koncev on tudi nima potrebne izobrazbe, da bi lahko upravljal z milijardami. Tisti, ki znajo upravljati z milijardami, pa si lahko v Marini Portorož ogledajo, kakšna plovila in dodatna oprema so v modi letošnjo sezono. No, zdaj pa prestavite noge vse na desno. V redu. A lahko zdaj meni vse 4 naenkrat pošljite enega lupčka za vse, ki bo to videli? 3, 4, zdaj. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Na zelenem ljubljanskem telovadišču Ilirija se je že 11. predstavila Škisova tržnica. Na enem mestu, v enem dnevu in z enim namenom so se zbrali domala vsi slovenski študentski klubi, ki jih je kar 55. Tam je bil tudi naš Urh. A te nuce bo alkohol veš, ali? Ne. Ne še, ali ne? Vinovc! Aha, zdaj igra. Evo ga, vino. Škisova tržnica. To je to. V stari elektrarni so novo ploščo predstavili Elevators, ki se tako v malce spremenjeni zasedbi po nekaj letih znova vračajo na slovensko glasbeno sceno. Ej, Jan, jaz tukaj nič ne najdem v vremenu. Vreme? Na internetu ga ni. Kaj naredim? Dej čez okno poglej, vreme je zunaj, ne?
In? Ja, sonce sije. Ok. To je bilo vreme, to pa so bile današnje vesti na vesti. Iz ljubljanskega studia 136, nasvidenje.